Jaz sem se odločil, da na prihajajočem kongresu, rednem kongresu Slovenske ljudske stranke, ki bo 2. marca naslednje leto, ne namerava več kandidirati za predsednika te stranke. Povedal sem, da je razlogov za to izredno veliko, da jih ni mogoče, bom rekel, izpostaviti, torej ni mogoče izpostaviti enega od teh kot ključnega. Seveda bi se zlagal, če ne bi rekel, da so zadnji dogodki, ki so bili povezani z izključitvijo mariborskega župana in seveda potem napovedanimi serijskimi izstopi posameznih članic in članov iz stranke, tista ne pikica na i, ampak pol pikica na i. Sam sem poskušal v tej stranki pač spostaviti neko drugačno politiko, ki bi se razlikovala od drugih strank. Vsem in tja nam je to uspelo, vsem in tja nam to ni uspelo. Potegnili smo kdaj tudi kakšno odločno strateško potezo, ki se danes kaže, da je bila vrhunska. Vmes smo storili tudi kakšno napako. Jaz ne želim, da bi tu nastala kakršnakoli panika, ker je nepotrebno, kakršnakoli panika povezana z stabilnostjo koalicije ali kar podobnega. Do 2. marca sem predsednik te stranke in stranka je in bo ostala trden člen te koalicije in tu ni nobenih vprašanj, nobenih dilem, nobenih kakršnekoli bojazni, strahu, da bi zaradi Slovenske ljudske stranke se v tem zvezi dogajalo kaj nepričakovanega, nenadzorovanega.